gostje, lepo pozdravljeni pred dvoji državnih muzejev, v katerih hranimo predmete Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodni muzej Slovenije in Tehniški muzej Slovenije. Danes odpiramo častno razstavo Tehniškega muzeja Slovenije z naslovom Vsak milimeter šteje, geodezija na Slovenskem skozi čas. Za uvodni nagovor prosim direktorico dr. Barbaro Juršič. Cenjene gospe, cenjeni gospodje, spoštovani ugledni gostje in kolegi, dragi mladi obiskovalci, vidim, da jih je tudi nekaj. Naj vas prav lepo pozdravim na odprtju razstave Vsak milimeter šteje, geodezija na Slovenskem skozi čas, ki jo je Tehniški muzej Slovenije pripravil skupaj z Geodetsko upravo Republike Slovenije, Zvezo geodetov Slovenije ter oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Zato med nami še posebej toplo pozdravljam generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, gospoda Tomaža Petka, vodjo delovne skupine za geodetsko zbirko pri Zvezi geodetov Slovenije, magistra Janeza Slaka, in pa profesorja dr. Dušana Kogoja z oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Saj brez njihove dragocene pomoči in požrtvovalnosti ta naša vodja projekta Tehniški muzej Slovenije, magistra Martina Orehovec, ki pa prav tako iskreno čestitam, ne bi mogla izpeljati projekta, ki ga bomo zdaj odprli. Pravzaprav lahko rečemo, da je vsako zlo za nekaj dobro. Saj tako se je izkazalo pri tem projektu. Geodetsko zbirko, ki smo jo hranili na gradu Bogenšperk, smo morali na željo lokalne skupnosti lani izseliti in porodila se nam je zamisel, da bi v okviru depoju državnih muzejev v Pivki, tukaj, kot ste že slišali, domujemo skupaj 3 državni muzeji, poleg Tehniškega muzeja Slovenije še Narodni muzej Slovenije in Muzej novejše zgodovine Slovenije. In tako smo pomislili, da bi pripravili sodobno in privlačno razstavo o geodeziji na Slovenskem, v katero bi vključili tudi dragocene eksponate. In pa tudi v znak dobrega sodelovanja s Parkom vojaške zgodovine, v katerem smo zdaj, pa smo postavitev vključili tudi njihov eksponat. In tako se je ta lepa zgodba, ki vam jo zdaj s ponosom predstavljamo, začela. Naj pa povem najprej še nekaj besed o sami geodetski zbirki, ki jo hranimo v Tehniškem muzeju Slovenije. Je ena od naših pomembnih zbirk in priča o zgodovini geodezije na Slovenskem, od Avstro-Ogrske naprej, med drugim tudi o delu Janeza Vajkarda Valvazorja, ki je povezano s tem področjem in je tudi neka svojevrstna zanimivost. In kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Zbirko je leta 1987 zasnovala in postavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. Predstavljala je osrednjo muzejsko predstavitev geodezije in prikazovala razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter tudi v širšem svetovnem okviru. Potem v letu 2006 je bila stalna postavitev dopolnjena s prikazom razvoja geodetske stroke v zadnjih desetletjih 20. stoletja in nato posodobljena z multimedijsko in interaktivno predstavitvijo. Leta 2007 pa obogatena še z ambientalnim prikazom zemljemerca v Valvazorjevem času. Pomemben del slovenske geodetske zgodovine predstavlja namreč delo Janeza Vajkarda Valvazorja, ki je od leta 1672 živel in deloval prav na gradu Bogenšperk, kjer je prej ta geodetska zbirka Slovenije stala. Valvazor je bil tudi pomemben topograf in kartograf, ki je že v 17. stoletju preučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah. In kot zanimivost naj povem,
da v njegovem času na Kranjskem ni bilo tiskarskega podjetja, ki bi moglo pripraviti slikovno gradivo za topografska dela, zato je grafično delavnico, bakroreznico in tiskarno ustanovil kar sam. In izdelki so bili na ravni evropskih najkakovostnejših izdelkov na tem področju. In kaj predstavljamo na razstavi, ki jo danes odpiramo? Povedala bom samo nekaj besed, zaradi tega, ker bosta moja naslednika, če lahko tako rečem, potem povedala še več. Razstava predstavi po eni strani kronološki razvoj, pojasni pojme, skušali smo biti zanimivi, vključili smo tudi ilustracije, torej prikazujemo nekako zgodovinski razvoj zemljiškega katastra na Slovenskem, se pravi preteklost, potem se ustavimo v sedanjosti, kako lahko potem v našem vsakdanu, kje najdemo stvari v povezavi z inženirstvom, pri gradnjah, izmerah, daljinskem zaznavanju, kmetijstvu, pri raziskovanju in preučevanju tudi kulturne dediščine, nenazadnje tudi v vojski, na vseh teh področjih in še mnogih drugih najdemo torej v našem vsakdanjem življenju geodezijo. Potem pa smo pripravili tudi zanimiv glosarček, ki z zanimivimi ilustracijami nagovori obiskovalce, tako mlajše kot tudi ostale, in nam, ki smo neposvečena publika, predstavi na zanimiv in poučen način tudi vse pač pojme in odstira tudi geodezijo nasploh. Potem pa smo pogledali tudi v prihodnost na tej razstavi, kjer znanost in razvoj tudi dajeta slutiti, da se bodo na primer satelitski sistemi razviti v geodeziji širili naprej v vesolje, meje pa si bomo morali postaviti sami. Namen te razstave je torej, da razmeroma neznano in morda spregledano ali slabo poznano tehnično vedo približamo širši javnosti. V Tehniškem muzeju Slovenije, morda ste pomislili, zdaj, če smo morali z Vogelšperka to zbirko odpeljati, kaj se bo zdaj zgodilo z geodetsko zbirko v Tehniškem muzeju. Pripravljamo tako gradbeno kot tudi vsebinsko prenovo in v naši sodobni novi vsebinski postavitvi, v novi stalni zbirki bo seveda tudi to področje ustrezno zastopano. Tema današnjega dne, danes je svetovni dan, mednarodni dan muzejev. Tema letošnjega leta je moč muzejev in lahko rečemo, da je moč muzejev tudi v povezovanju. Tukaj vidimo res lepo povezovanje med samimi muzejskimi institucijami, potem povezovanje z drugimi institucijami, na primer izobraževalnimi, raziskovalnimi, drugimi strokovnimi institucijami, kot je ravno priča ta naša lepa zgodba, ki smo jo pripravili, pa tudi tkanje vezi z obiskovalci. Lahko rečemo, da ravno te niti, ki tkejo to sodelovanje, so na tem našem področju niti kulturne dediščine. Želim vam lep mednarodni muzejski dan. Prepričana sem, da bo razstava za vas zanimiva. Naj vas povabim v depoje državnih muzejev, tudi v Park vojaške zgodovine, kjer se zdaj nahajamo, in pa seveda v Tehniški muzej v Bistri in v našo dislocirano enoto Muzej pošte in telekomunikacije v Polhovem Gradcu. Dobrodošli. Hvala direktorici za uvodne besede. Pri snovanju pričujoče razstave smo se povezali z Geodetsko upravo Republike Slovenije, Zvezo geodetov Slovenije ter oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. K besedi vabim generalnega direktorja Geodetske uprave, gospoda Tomaža Petka. Prosim. Spoštovani udeleženci te otvoritve, spoštovana direktorica Tehniškega muzeja, cenjeni gostje,
Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim na tej otvoritvi v imenu Geodetske uprave Republike Slovenije, ki se še kako dobro zaveda, kako pomembno je skrbeti za pomnike naše tehniške in kulturne dediščine, kajti stroka, ki ne poskrbi za svojo preteklost, ima tudi bolj klavrno prihodnost. Na Geodetski upravi Republike Slovenije so že naši sodelavci pred 30 leti spoznali pomen, da je potrebno pomnike, obeležja, instrumente in pa tudi rezultate našega dela ustrezno shraniti tudi za bodoče generacije. Obeležba geometričnega središča Slovenije, nastanek omenjene zbirke geodetskih inštrumentov in druge opreme na gradu Bogenšperk so bili plod tesnega sodelovanja in pa velikega entuzijazma naših kolegov, takratnih sodelavcev, in to sodelovanje in ta skupna prizadevanja so pripeljala tudi do ideje, kateri otvoritve smo priča danes. Kajti v skrbi za to, da svoje področje dela prikažemo naslednjim generacijam, smo se odločili, da koliko je to možno, seveda, ker to ni osnovno delovanje Državne geodetske uprave, pripomoremo k temu, da bo pomnik ostal viden udeležencem oziroma obiskovalcem depojev in pa tudi udeležencem občasnih dogodkov, ki se dogajajo v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije. In seveda si močno prizadevamo skupaj z Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, oddelkom za geodezijo, pod okriljem Zveze geodetov Slovenije in pa seveda Tehniškim muzejem, da najdemo ustrezno mesto tudi v bodoče v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije in verjamem, saj takšna so zagotovila, da se bo to v naslednjih letih tudi zgodilo. Ko se obračamo nazaj, seveda ne moremo z razmislekom tudi naprej, da nas vse skupaj v naslednjih letih ne postavijo v muzej. Skrbimo na Geodetski upravi vsakodnevno, da se poskušamo prilagajati velikim izzivom, ki so pred nami. Namreč poleg sodobnih tehnologij, poleg zahtev uporabnikov, za katerih izvajamo naše storitve, se moramo nenehno prilagajati na te izzive, usposabljati, prizadevati za to, da so naša dejanja tako rekoč medopravilna, torej v povezavi z drugimi deležniki, ki delujejo na področju geodetske stroke. In ravno ta otvoritev te razstave me prepričuje oziroma me pomirja v tem razmišljanju, ker vidim, da zmoremo skupaj, če k aktivnosti pristopijo različni deležniki, različne institucije in pa če je tu prisotno preomenjeno velika mera entuzijazma, potem so rezultati tudi doseženi. In s tem verjamem, da bomo znali odgovoriti tudi na prihodnje izzive, ki so pred nami, kajti družba, v kateri živimo, se nenehno spreminja in smo nekako dolžni oziroma se moramo nenehno prilagajati tem zahtevam, ki jih postavlja tehnologija, pa tudi stroka sama. To bomo uspeli oziroma zmogli samo, če skupaj in pa z veliko skrbjo za znanje, za zavedanje in vedenje o tem, kaj je geodezija bo v bodoče in kje je prostor geodetskim storitvam oziroma geodetski dejavnosti v naši družbi. Hvala lepa za pozornost in pa verjamem, da boste uživali v ogledu razstave. Hvala gospodu Petku za povedano. Besedo predajam magistru Janezu Slahu, vodju delovne skupine za geodetsko zbirko pri Zvezi geodetov Slovenije. Prosim. Tole, da sem jaz v scenariju kot govorc, mi ni po volji. Ko so pa že rekli, da moram biti, sem pa rekel, bom pa pripravil govor na, pa da vem, kam sem ga vtaknil, sam na 26 straneh, aj se hecam. Uržem, da smo videli, da nas tukaj so čarovnice. Tiste vešče, o katerih je pisal Valvazor na gradu Bogenšperku, kjer smo imeli mi skoraj 35 let svojo zbirko in smo jo kazali svetovnemu občestvu s ponosom. Valvazor je sicer pisal o teh veščah, da so krive za marsikaj, ampak za to, kar se je zgodilo, pa ne.
Potem je prišla pa Marija Terezija in je čarovništvo odpravila, se pravi smo prekinili s čarovništvom, ampak to ta Marija Terezija, ki jo mi poznamo, ta prava, ne tista, ki so jo lansko leto poimenovali ministrico za izobraževanje. Sej ne, da bi jaz zdaj delal reklamo za politiko, ampak so budete vedeli, da časovno oddaljenost 300 let nazaj smo prekinili s čarovništvom. Misli smo, ampak ni res, ne. Lanskega septembra so pridrvele čarovnice v te naše prostore na Bogenšperku in seveda odnesle to zbirko ne na klep, ampak tukaj v te prostore, zaprto v depojih, zakrito v čem javnosti. No in tako, kot je rekla že direktorica, vsako slabo je za nekaj dobro. In da smo bili postavljeni pred dejstvo, da je to zbirko, ne, roko na srce. Naša ta zbirka je bila pa malo zastarela, je tudi prav, da smo dobili en impuls in bomo s tem v bodoče probali pripraviti eno dolgoročno tako zbirko, ki bo vredna sodobnih medijev in ogledov. In tako se je v okviru Zveze geodetov Slovenije oblikovala posebna komisija, strokovno komisijo so jo poimenovali, s katerih so vključeni geodetsko upravo, tehnični muzej, fakulteta in predstavniki Zveze geodetov, ki imamo za nalogo, da iščemo v bodoče take rešitve, ki bodo dovzetne tudi za širšo populacijo. Nekaj smo slišali od predgovorcev, od direktorice in od našega direktorja in so nam obljubili, da bodoče lahko pričakujemo to zbirko celo mogoče v Bistri, ne. Zdaj tako, ne, mi smo se s te obljub v zadnjih 2 mesecih naslišali, da glava peče. Ampak to so govorili politiki, ne, vidva nista, ne, varne obljube vas bomo držali. Zdaj pa pojmo zbirki. Zbirka s tem pomenljivim naslovom Vsak milimeter šteje, to mimogrede se je spomnil naš kolega Tomaž Boštjan Pucelj, govori o zgodovini geodezije na Slovenskem in prvih panojih so predstavljene predvsem osnove merstva, potem kartografija in zemljiški kataster, po 200-letnica tradicije lastništva, evidentiranega lastništva naših teh, naprej pa seveda geodezija v praksi, od inženirske geodezije pa nazadnje celo geodezije, ki se pojavljajo pri nalogah v športu. Imamo tudi 3 vitrince, v katerih imamo postavljeno nekaj našega orodja in inštrumentov, od 150 let pa do danes, razvoj prikaz teh inštrumentov. V zadnji vitrini boste lahko videli inštrument od nacističnega Wehrmachta, ki je bil zaplenjen koncem 2. svetovne vojne na območju Trsta in ga nam je dobrodušno odstopil direktor Parka vojaške zgodovine. No, nekaj multimedije na 2 točkah si boste lahko tudi ogledali. Zdaj, mi smo imeli pri postavitvi te razstave pred očmi, da je treba to postaviti bolj poljudno, bolj dovzetno do širšo javnost. Tako da mogoče boste geodeti malo razočarani, ker je premalo formul noter. Lahko da pa bodo razočarani tudi ostali. Tako da mi smo dovzetni do kritike za ene in druge strani, z dobre in slave samo devo. Hvala gospodu Slaku. Razstavo smo uresničili v podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. K besedi vabim gospod Vido Kopor-Cedej, sekretarko na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, ki bo razstavo tudi odprla. Spoštovani, najprej vas lepo pozdravljam v imenu Ministrstva za kulturo in me veseli, da sem na današnji dan, na mednarodni praznik muzejev, lahko tukaj z vami in da se na ta dan odpira pomemben del naše dediščine in sicer geodetska zbirka geodetske zgodovine na Slovenskem.
Geodetsko zbirko, ki je danes s strokovnega in kulturnega vidika nacionalnega pomena, je pred 35 leti zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. Bogata zbirka z več kot 400 predmeti je bila do preteklega leta razstavljena na gradu Bogenšperk pri Litiji. V okviru ambientalnih prikazov je obiskovalcem predstavljala bogato dediščino z področja geodezije. V izhodišču se je muzejska postavitev umeščala v obdobje 17. stoletja, ko je Janez Vajkard Valvasor, pomemben topograf in kartograf, proučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah. Valvasor je proučeval današnje slovensko ozemlje, kraje, ljudi in običaje, z namenom, da tujina bolje pozna njegovo domovino. Veliko je potoval po deželi, izpraševal, brskal po arhivih, zapisoval, risal in meril. Nastajale so knjige, ki jih je leto za letom pošiljal v svet. Ukvarjal se je tudi z zbirateljstvom. Poleg grafičnih listov je zbiral še razne matematične, kartografske in druge inštrumente, star denar, arheološke predmete, rudnine, kamenine in druge redke predmete, tako da je na Bogenšperku pravzaprav ustvaril prvi muzej na slovenskih tleh. Lahko rečemo, da danes slovenski muzeji nadaljujejo idejo Valvasorjevega dela, se v okviru svojega poslanstva opravljajo naloge evidentiranja, zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in predstavljanja premične in žive kulturne dediščine našega nacionalnega prostora. Zaradi spremembe programskih vsebin v prostorih gradu Bogenšperk se je muzejska zbirka geodezije preselila na novo lokacijo, odprt del depojev državnih muzejev tukaj v Pivki. Selitev zbirke na novo lokacijo je pomenila za zaposlene v muzeju novo nalogo in izziv, kako najti nov pristop za ohranjanje kontinuitete, prezentacije zemljemerstva, katastrov in kartografija ter kratkega pregleda geodezije na slovenski. Zaposleni v Tehniškem muzeju Slovenije so združili svoje znanje in izkušnje ter z povezovanjem in sodelovanjem z geodetsko upravo, Zvezo geodetov Slovenije, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelko za geodezijo ter Parkom vojaško zgodovine odločili, da na novo postavijo zbirko. Nova postavitev geodetske zbirke v odprtih depojev muzeja je kreativna, temelji na konceptu mobilnosti. Mobilnost muzejskih zbirk je tudi ena od prednostnih nalog v okviru evropskega medkulturnega dialoga. Obsega migracije posameznih predmetov, izposojo, iz zbirke enega muzeja v zbirko drugega, gostovanje občasnih razstav v druge inštitucije in na različne lokacije. Na ta način se lahko tudi interpretacija zgodovine geodezije odlično izkoristi kot priložnost za popularizacijo kulturne dediščine in poslanstva muzejske dejavnosti najširše javnosti, do takrat, ko bodo izbrani predmeti dobile svoje mesta na novi stalni postavitvi v prenovljenih prostorih muzejskega kompleksa Tehniškega muzeja v Bistri pri Vrhniki. Verjamem, da bo razstava, ki jo odpiramo danes, javnosti uspešno predstavila del širokega spektra muzejskega dela na področju varovanja, hranjenja in predstavljanja tehniške dediščine ter prejela mnogo dobrih odzivov v strokovni in laični javnosti. Celotnemu kolektivu Tehniškega muzeja Slovenije se zato v imenu Ministrstva za kulturo zahvaljujem za pripravljeno razstavo, vsem danes zbranim prijateljem muzeja pa za prisotnost. Želim vam prijetno popoldne in s tem odpiram razstavo. Hvala, gospe Koprcedej, za te besede. Razstava je uradno odprta. Sedaj vas vabim na ogled ter predstavitev dveh instrumentov, elektronskega tahimetra in klasičnega Zoisovega teodolita na stativu. Pomerite pa se lahko tudi v preprostih geodetskih izmerah ter sodelujete na delavnicah za otroke. Izdelali bomo gamograf in ugotavljali, na katerem otoku je zaklad. Ob tem vas vabim še na druženje in pogostitev ter vam želim lep preostanek dneva.